Zadnjih nekaj let smo priča krvavi imperialistični agresiji na Bližnjem vzhodu. Ameriško-izraelske sile so napadle Iran, pri tem pa pobile na tisoče civilistov, med njimi veliko otrok. V enem samem napadu so ubili 168 deklic v napadu na njihovo šolo. V Libanonu, kjer se agresija Izraela nadaljuje kljub premirju z Iranom, so od februarja pobili že več kot 4000 ljudi, večinoma civilistov. ZDA in Izrael si želita podrediti celotno regijo, ki se bo s tem dokončno odprla interesom zahodnega kapitala in prostega trga. Tako lahko vidimo, da je premirje med ZDA in Iranom zelo dvolična stvar, saj ameriški sateliti še naprej izvajajo agresijo na Libanon in s tem uveljavljajo interese ZDA v regiji. Sedaj odkrito lonček moli zraven nova vlada, ki že krepi odnose z Izraelom in zanika genocid nad Palestinci, ki se nadaljuje. Moramo pa izpostaviti tudi to, da se prejšnja liberalna vlada kljub pozivom ni pridružila tožbi Južnoafriške republike proti Izraelu, čeprav so držali propalestinsko držo. To dokazuje, kako se lahko propalestinska drža znotraj kapitalističnih institucij čez noč razblini. Poteze vlade jasno kažejo, da nas hočejo za hlapce EU, ZDA in Zveze NATO. Osvoboditev Palestincev lahko doseže samo dobro organiziran delavski razred, ki se bori proti vsaki obliki imperialističnih vojn. Zato v društvu Iskra poudarjamo pomen organiziranja vseh naprednih sil in vas vabimo na protest proti Zvezi NATO, ki bo 9. julija ob 18. na Miklošičevem trgu. Se vidimo v čim večjem številu.